Dober dan in dobrodošli v mojem novem vlogu. Moram vam pokazati mojo novo pridobitev in to je tale indukcijska plošča in pa pečica. Obe zadevi sta od Hisense. V glavnem, da vam zdaj povem, kaj se mi je zgodilo in zakaj sem sploh to menila. Ni bila zdaj to neka afnarija ali pa nekaj, ampak sem razbila indukcijsko ploščo in sicer mi je iz tega vrha dol padla steklenica. In zato sem se odločila seveda zamenjati, nimaš kaj drugega. Zdaj, kaj je pravzaprav treba paziti in kaj je pomembno? Najbolj pomembno je, da se pač varovalka izklopi, to smo tudi naredili. In potem je bilo treba iti v akcijo in kupiti novo indukcijsko. Pečico sem pa kupila zaradi tega novo, ker mi pa termostat ni delal. In potem sem se malo pozanimala, kakšne so kaj cene za popravilo tega termostata. Pa ni bilo nič kaj obetavno, tako da sem se pol odločila za vse novo. Popravilo so rekli, da bi bilo enih 200 evrov. V glavnem sem potem obojno kupila novo. Najprej sem razmišljala o kakem Bosch, sem rekla, da kupim kaj malo boljšega. Pol smo prišli že na Electrolux in potem sem se pa za ta Hisense odločila, ker je v bistvu od Gorenja. Tako da jaz upam, da bom zadovoljna, ko bom kaj spekla, kaj pokuhala, vam bom pa že pokazala. Poleg tega stroška je bil tudi strošek montaže. Za montažo sem dala 90 evrov, ampak mi je gospod iz trgovine pripeljal, potem odmontiral, namontiral novo in stare dva aparata odpeljal na smetišče. Tako da sem imela vse to vključeno v teh 90 evrih. Se mi zdelo kar v redu, no. Glede na to, da jaz nisem rabila nič drugega, kakor samo zraven gledati. Kar se pa tiče garancije teh dveh aparatov, je 2 leti. Ampak na spletu se lahko registriraš in podaljšaš to garancijo še za 3 leta, tako da je skupna garancija 5 let. Ampak pol tako, ko med prijatelji malo poveš, veš, sem razbila indukcijsko kuhalno ploščo, vsi reče, moja žena tudi, ali pa mi reče, veš, mene pa skodelica padla na štedilnik in se je razbilo. Ojej, sem rekla, se pa nisem edina in to mi je ziher enih 5 ljudi povedal. Tako da sem bila prav presenečena, prej pa beden, ne. Vsak mu je malo neroden, meni tudi, meni je prav tako, ti sem, kako se mi lahko to zgodilo. Ampak takšno je življenje, ne gre vse po planu, ampak se včasih tudi malo zakomplicira, pa se stvari rešijo. To so samo stroji, naj bo. Nič me ni tako, da bi me prizadeli. Še vesela sem. Zdaj vam bom pa še pokazala, kako sem med tem časom kuhala v tej posodi Duodin. Ta posoda je zelo fajn, ker ima 2 oziroma lahko rečem 3 funkcije. Na eni strani lahko pečeš kočar, na drugi strani delaš omako oziroma karkoli. Lahko tudi kakšno pico spečeš. No, jaz vam bom zdaj pokazala, na kakšen način sem rižoto delala. Zdaj vam pa še pokažem, kako sem si drugače pomagala, ko nisem imela štedilnika. Tukaj sem kuhala kavico.
To je pa še indukcijska, ki mi jo je hči posodila in sem tudi tle kaj pokuhala. Se nam je pa kar kmalu po beljenju naredila ena taka razpoka v steni, tako da smo ponovno poklicali majstre in so prišli pogledat in zdaj nam bojo to tudi poštimali. Najprej so dali neko sivo plast, neko zaščito, ko se je to posušilo, so dali potem še ta omet gor, kakor sem razumela, gre to za zunanji omet in pa zdaj bojo samo še prebelili. Potem pa ne bi bilo to v redu, jaz upam, da ja, ker že zadnjič sem rekla, da sem bila tako vesela, ko so šli, ker sem mislila, da nimam pol več nobenega dela z njimi. Evo, pa smo spet na istem skoraj. Ampak ja, tudi to se bo uštimal, treba je vztrajati in z ene in z druge strani zelo so razumevajoči in razumejo mojo stisko. Da pa ne bi šlo vse po planu in da ne bi slučajno mi kaj prišparali, nam je v kuhinji crknil tudi bojler. Crknil je termostat in en večer, ko je segreval do take moči, da je voda v bojlerju zavrela. Jaz grem gledat, kaj zdaj to in sem ugotovila, da vre voda do onemoglosti, ne? In se enostavno na tisti točki, kjer bi se moglo gretje ustaviti, ni ustavilo. Jaz sem pol hitro iz elektrike ven povlekla, spustila vodo iz bojlerja ven in nič. Tudi to moram zdaj zamenjati. Bojler sem že kupila in danes mi majster pride ta bojler zamenjati. Nič se nisem pogovarjala, kakšna bo cena te zamenjave, te montaže. Potem sem se pogovarjala, da mi spušča tudi pipa. To mi pa že kar ene pol leta, tako po kapljicah. In sem ga vprašala, če bi zamenjal pač neko gumico gor, pač v tej pipi. Pa je rekel, da naj rajši kupim novo pipo. Tako da sem kupila še novo pipo, je pa to vse skupaj staro 6-7 let in se mi zdi, da je kar malo crknilo. Stvari so zdaj slabše narejene, kakor so bile včasih in tudi hitreje crknejo. Bojler sem vzela Gorenje, pipa je pa tudi našega proizvajalca. Tako da moramo priznati, da jaz kar podpiram naše proizvajalce, naše firme. Pipa mi pa tukaj dol kaplja. Zdaj vam bom pa pokazala še, kakšno pipo sem kupila. Sem vzela tako črno, pa tako, ko pogledam, se prav malo blešči. Tako da to je glih zame. To je Sink Solution, to je slovensko podjetje. In seveda ta pipa, oziroma kakor rečejo armatura, mora imeti 3 cevi. Cena je bila pa 120 €. Tle je pa še ta 3. cev. Dobro jutro. Včeraj majstra za zamenjavo bojlerja in pipe ni bilo, me je klical ob 4, če lahko pride danes dopoldan. Kaj čem reči? Ja, še Bog da pride, ne? Tako da zdaj ura je 9 in ob 10 ga pričakujem. Sem vam hotela pa še eno stvar pokazati. Majster, ki mi je montiral pečico, mi je pustil ta 2 kartončka notri v pečici, vam prav pokažem. V glavnem, tako notri je bilo v tej šalčki in meni se nekaj začne kaditi. Pogledam, kaj je. Ja, to mi je pustil notri. In ko sem pečico segrevala, se mi je nekaj začel kaditi in jaz gledam, kaj se kadi. Ja, in začne tudi še pol smrdeti. In pol grem odprem, grem gledat, ugasnem takoj, sem rekla, ma kaj je zdaj nova pečica, prvič jo uporabljam in že vse narobe. Ja, nič. In to je bilo notri, ne? Ma se ne moreš verjeti, no, mislim. Kaj čem reči? Midva z možem vedno pokličeva majstre za vse, oni imajo orodje in tudi znanje. Ampak kaj ugotavljava? Že večkrat sva ugotovila, da so toliko šlampasti
ne bom rekla, da vsi, ampak da ta vrlina, ta natančnost je prav izginila. Teh majstrov se mi zdi, ki so bili včasih, jaz nisem z nobenim imela nikoli problemov, zdaj zadnje cajte, to je pa nekaj vse na hitro, edino račun, to pa znajo napisati in zelo hitro. Tako da ne vem, sem včasih prav žalostna. Jaz se mi zdi, da hočem vsako stvar narediti za prav, pa da je lepo narejeno, pa da če dam kaj z rok, da dam lično. Da so ljudje zadovoljni, ker vem, kako jaz sprejemam kakšne stvari, da sem zadovoljna. In nimaš kaj. Če nisi sam vešč vseh teh stvari, če nimaš orodja, pač moraš pogoltniti te stvari in kaj češ. Teh majstrov je malo in veste, kaj imam občutek? Da bo še slabš. In še ta del mi je poravsil, ker je ta hladen rinil nižji dol. Na tla, namesto na te višala, ki so pripravljena, da se sem gor obesi. Jaz ne vem, toliko mi je vseeno, da ne moreš verjeti. In zdaj bom ta ravs lepo gledala, lepo do smrti, ne? In nimam kaj narediti, kakor pozabiti čim prej. Da se niti ne ukvarjam s tem. Upam, da mi bo res danes prišel zamenjati ta bojler pa pipo in da mi bo v redu naredil, no, upam, naj bi bil v redu. Vse so vsi v redu, vsi priporočajo, to so prijatelji med sabo, ne, jasno. In tudi prav dolgo sem bila tiho, pa sem prijazna, pa razumem, ampak zdaj imam pa prav zadosti. Zdaj imam pa prav poln kufer. In ta prijaznost ljudje vidijo in pa si mislijo, saj jaz sem zadovoljna. Ja, ne, nisem. Sigurno nisem. Zdaj sem temu majstru pripravila pred vrata stiropor, da se ne bojo vrata zadevale ob steno, ker zdaj smo komi belili in kaj, zdaj mi bo s temi vrati, ker noben nič ne pazi, mi bo pa še steno zdaj uničil, pa gliznorim, no. Pa res, pa ne vem, kaj ne naredim. Tako nekako sem mu naštimala, da ko bo ta vrata odprl, da mi ne buta tukaj v steno, ampak da se ustavi. Ker to že kar vidim, kako bo on butal sem in mi s tem ročajem, ki je, se pravi, tako, da mi bi butal v steno. Ampak zdaj sem tako zaščitila, da bo v redu. In tako, da mi zamenja bojler. Tako imam notri. Zdaj je tako izklopljeno in strše. Bojler je odmontiral, zdaj je šel še po orodje. Majster mi je vse naštimal, tako da upam, da ne bo kaj spuščalo, to me najbolj skrbi. Zdaj vse še prebrišem lepo in potem bom imela naštimano. V glavnem računu mi je 55 €, tako da bil je pa tukaj slabo uro. Ne vem pa, mi boste vi povedali, ko vodo odprem in ko jo zaprem, lejte, še kar teče in šele zdaj se ustavi. Ne vem, če je to normalno. To je bila mrzla voda zdaj in zdaj pa še toplo isto. In ko zaprem, evo, še kar teče. Zdaj mi pa še vi povejte, ali je to normalno, da voda tako teče, pol, ko jo zapreš ali ne. Jaz to v življenju še nisem videla, da bi tako pipa funkcionirala. Zdaj sem prišla s trgovine, tam, kjer sem kupila pipo in so mi povedali, da voda še 4-5 sekund, ko jo jaz zaprem, teče zaradi tega, zaradi sproščanja pritiska v bojlerju. Bojler je plastičen in s tem je tudi neka zaščita, da ga ne raznese, ker on nima neke varovalke. Da vam povem zdaj še eno. Včeraj zvečer sem dala posodo prat in ne boste verjeli, pomivalni stroj ni delal. Ma sem rekla, ma lepo prosim, ne več, ne mene zdaj imeti za norca. V glavnem, takoj sem seveda povezala, ko mi je monter štimal to pipo in te stvari, bojler, da je mogoče kakšen ventil zaprl.
Sem rekla, nič, jaz mu lepo napišem, naj mi odgovori, kaj je. Ja, in jasno, mi odgovori, da če lahko odprem ventil, ker ga je on pozabil odpreti. Dobro, spet nekaj na pol in ne moreš verjeti. Mislim, ena stvar, da ne gre lepo skozi. Živja, tokrat se javljam s kolesa. Naredili so se taki lepi dnevi, marec je tukaj, danes je 8. marec in po kosilu sva se oba z možem vsak svojo pot odpravila na kolo. Na kolesu nisem bila že približno 4 mesece, tako da sem kar malo pogrešala te vožnje, pa to sprostitev, rekreacijo, tako da zdaj sem prav zadovoljna, da so prišli ti dnevi, ker recimo je meni temperatura primerna, da me ne zebe in da se počutim v redu. Temperatura je 21 stopinj, narejenih imam 15 km, nekaj tazga imam pa še do doma, tako da gremo zdaj naprej. Retalo je 31 km vse skupaj, tako da sem kar zadovoljna. To bi bilo za ta vlog tudi vse. Hvala za vašo pozornost, bodite fajn, mi pa se vidimo kmalu. Čau, čau!